Kaj naj naredim, če vidim, da nekoga nadlegujejo na spletu? Spletno nadlegovanje ni šala. Škodljivo je, tako za žrtev, kot tudi za ostale. Žrtev trpi in si sama zelo težko pomaga. Zato je pomembno, da priče nasilja nismo tiho. Naredimo nekaj pozitivnega in ji pomagamo. Jasno povej, da nadlegovanje ni okej. Prekini negativne komentarje in dodaj kakšnega pozitivnega. Ne pridruži se nasilju. Ne všečkaj in deli žaljivih objav. Povej komu od odraslih, to ni tožarjenje, ampak pomoč. Otroci italijanskega vrtca Delfino Blu iz Kopra bodo zaplesali in zapeli pesem sreče. Nastop prikazuje vesele otroke v težkem času izolacije. Zaradi koronavirusa kljub razmeram so otroci razigrani in nam s pesmijo o sreči dajejo sporočilo, da smo lahko v vsaki situaciji srečni, če le to želimo. Vieni con me, ti segnerò la canzone delle felicità. Pom, 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 batti le ali, muovi le antenne, dammi le tue zampine. Vola di qua, vola di là, è la canzone della felicità. Pom, pom, pom. Vieni con me, ti insegnerò la canzone delle felicità. Pom, pom, pom. Batti le ali, muovi le antenne, dammi le tue zampine. Vola di qua e vola di là, è la canzone della felicità. Mladi iz vzgojnega zavoda Planina bodo na kratko predstavili, kaj so se naučili v tem letu. Nekaj partnerske akrobatike, žongliranje in vrtenje kitajskega krožnika. Živo predstavljamo bova. Akrobacija. Jo.
Igraj se z mano! Otroci 3. B razreda osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče plešejo in nam sporočajo: druženje s prijatelji je prijetno. Tu sem jaz, tu si ti, pridi naj te ne skrbi. Če bi rad se igral, ti bom svoje igrače dal. Če le en bombon imam, gled z veseljem ti ga dam. Na gugalnico te spustim, ko ti je lepo se s tabo veselim. Zaploskaj si, veselo zapoj, la la la, nasmehni se. Ha ha ha, prijatelj moj, podaj roko. Pridruži se, da skupaj lepši svet gradimo za vse. Zaploskaj si, veselo zapoj, la la la, nasmehni se. Ha ha ha, prijatelj moj, podaj roko. Pridruži se, da skupaj lepši svet zgradimo za vse. Tu sem jaz, tu si ti, pridi naj te ne skrbi. Če bi rad se igral, ti bom svoje igrače dal. Če le en bombon imam, le z veseljem ti ga dam. Na gugalnico te spustim, ko ti je lepo se s tabo veselim. Zaploskaj si, veselo zapoj, la la la, nasmehni se. Ha ha ha, prijatelj moj, podaj roko. Pridruži se, da skupaj lepši svet gradimo za vse. Zaploskaj si, veselo zapoj, la la la, nasmehni se. Ha ha ha, prijatelj moj, podaj roko. Pridruži se, da skupaj lepši svet gradimo za vse. Vladimir je glasbenik, ki na festivalu sodeluje že več let. Zapel nam bo pesem Moja ljubica. Odšel bom svoji ljubici sedaj, še pred jutro vrnem se nazaj. Odšel bom ljubici sedaj, še pred jutro bom nazaj, saj doma me čaka zmaj. Odšel bom ljubici sedaj, še pred jutro bom nazaj, saj doma me čaka zmaj. Moja ljubica res luštna je zelo, komaj čakam, da zopet vidim jo. Odšel bom ljubici nocoj, ne vrnem se takoj, le zanjo mi je srček moj. Odšel bom ljubici nocoj, ne vrnem se takoj, le zanjo mi je srček moj. Moja ljubica še mlado je dekle, vsak večer pri kozolcu čaka me. Odšel bom ljubici sedaj, še pred jutro bom nazaj, saj doma me čaka zmaj. Odšel bom ljubici nocoj, ne vrnem se takoj, le zanjo mi je srček moj. Odšel bom ljubici sedaj, še pred jutro bom nazaj, saj doma me čaka
Montessori Makedonija se bo predstavila s poezijo za otroke, ki govori o zabavnih prigodah različnih živali. Разпеаната крава. На ливада пасала шарената крава, кога ја фатила икавица права. Ика ли ика, што може да стори, со страшна икавица како да се бори. Се напила вода, се скрила во дупка, но што и да направи било утка до утка. Се смееле овците, се смеели конјот, верувале или не, се смеели волот. Ика на цел глас, клопотарец од тропа, ке пропадне в земја, жива срамота. Видела не видела, почнала да пее. Занемеле сите, веќе никој не се смее. Ја слушнал тогаш жабецот диригент. Ја однал во Виена да пее на концерт. Застанала на сцена кона зелена ливада. Пуштила глас по славе од рајска градина. Аплаузи, овации, ох каков талент, се чуди цел свет. Сите што и се смеја, сега за автограм чекаат ред. Представил се на bo Miha Svetina z igranjem harmonike. Star je 32 let in je član Društva sožitja Ljubljana. Izvajalec na diatonični harmoniki Miha Svetina bo predstavil pesem Iz Bohinja od gospodov Vilka in Slavka Avsenika. Sledi serija zgodb o Leju in Martinu, ki se jima taborih vedno zgodi kaj zanimivega. Tokratna zgodba govori o čudežni svetilki, vilah in velincih, vulkanskih goblinih in še čim. Zgodbo je napisala Katarina Peranič, učenka 5. razreda osnovne šole Ljudski vrt Ptuj. Čarobna svetilka. Leo in njegov prijatelj Martin sta se odpravila na tabor. Leo, ki je bil po naravi zaletav fant, je vstopil v staro knjižnico in tako priskrbel prvo pustolovščino. Pa poglejmo, kaj jo čaka danes. Leo se je zbudil. Jutranja zarja je prijetno sijala v šotor. A slišiš? Pustolovščina naj vkliče, je rekel Leo Martinu. Saj šališ, ura je komaj 5 zjutraj, je nevoljno povedal Martin in pokril glavo z odejo. Vstani, zaspanec, je zaklical Leo in začel vleči Martina iz postelje. Počakaj, no, še zajtrka nisva pojedla, je godrnjal Martin. Na poti bova jedla, se ni pustil prepričati Leo. Dobro pa greva, ampak tokrat si bom vzel še uro, se je vdal Martin. Leo si je oprtel nahrbtnik in se odpravil na pot. Martin mu je sledil tik za petami. Prišla sta do razpotja. Tokrat jaz izbiram pot, je odločno rekel Martin. Dobro, je pritrdil Leo. Izberem sever, je ponosno naznanil Martin. Prišla sta do jame. Spet se je pojavila Leova zaletavost. Steče v jamo. Pa ne že spet, je zagodrnjal Martin in česom stekel v jamo.
Dobro, jama nima vrat, katera bi se lahko zaklenila, je olajšano rekel Martin. Naenkrat je nekaj oglušujoče zabobnelo. Pred vhod v jamo se je naenkrat vsula gruča kamenja. Lahko pa se sproži plaz, je nagajivo rekel Leo in se razgledal po jami. Vse je bilo temno. Kaj pa zdaj? Je vprašal Martin. Ja, naj uganem, izhod bova poiskala? Je Lea prekinil Martin. Točno, je odvrnil Leo in stekel naprej. Daj no, je rekel Martin in se usedel na kamen. Leo je zavzdihnil in opazoval naprej. Zagledal je svetilko. Hej Martin, pridi sem. Kaj je, Leo? Svetilko sem našel, je odgovoril Leo. Ne dotikaj se je zavpil Martin, a bilo je prepozno. Leo je vzel svetilko. Okoli njiju se je začelo vrteti. V krogih so začele poplesavati barve vijoličnega, modrega in zelenega odtenka. Vedno bolj se je vrtelo. Fanta sta zaprla oči. Naenkrat se je vse pomirilo. Zavladala je popolna tišina. Fanta sta se počasi odprla oči. Znašla sta se na prečudoviti jasi. Če sta pogledala na levo, sta zagledala ljudsko naselje. Ko sta pogledala proti nebu, je sonce komaj vzhajalo. Ura je še zmerom 5 zjutraj, je razložil Martin. Iz najbližje hiše je stopila družina. Fantoma se je zdelo, da so prestrašeni. Naenkrat je nekaj močno zabobnelo. Zagledala sta deklico. Bila je oblečena v rožnato krilce, svetlo modro majico ter rumene copatke. Lase oranžkaste barve je imela spete v 2 kiti. Stekla je k družini. Družina je urno stopila nazaj v hišo in močno zaloputnila z vrati. Kaj se dogaja? Je vprašal Leo. Ne vem, je odgovoril Martin. Spet je oglušujoče zabobnelo. Fanta sta se ustrašila in stekla k najbližji hiši. Potrkala sta na vrata. Vrata so se odprla in zagledala sta deklico, ki sta jo prej videla stati zunaj. Prijazno jo je povabila v hišo. Za mizo je sedela njena družina. Starša sta rahlo prestrašeno pogledala fanta. Strogo sta pogledala deklico. Ta se jima je nasmehnila. Njun strog pogled se je spremenil v nasmešek. Martin je vprašal, kaj je ves ta trušč in bobnenje? Vile, vsak prvi torek v mesecu je tako, je odgovoril oče. Vile? Ampak vile ne obstajajo. Ja pa, je vzkliknil mali deček, ki je sedel za mizo. Res je pritrdila deklica. To je zato, ker ob teh dnevih ponavadi pridejo obiskovalci. Čeprav jim rečemo, naj ne hodijo v gozd gledat vile, oni ne poslušajo in gredo v gozd. Vile nimajo rade, da jih kdo opazuje, zato mečejo v ljudih kamne. Drugače pa so prijazne. Kamni povzročajo tak oglušujoč zvok, je začudeno vprašal Leo. Zato, ker so to bom kamni, ki se ob padcu raztreščijo na milijone majhnih koščkov in za seboj pustijo grozno bobnenje, mu je odgovorila deklica. Naenkrat je spet zagrmelo, tokrat najglasneje. Ko se je pokanje umirilo, sta se fanta odločila, da gresta obiskat vile. Pravzaprav je Leo odvlekel Martina v gozd. V gozdu je bilo temačno. Bilo je polno čudnih zvokov. Ves čas se jima je zdelo, da jo nekdo opazuje. Martinu se je celo dozdevalo, da nekdo ali nekaj hodi za njima. Fanta sta se ozirala okoli sebe, da bi našla vsaj malo svetlobe. Leo se je okolica zdela znana. Rekel je, to temo sem že videl. Čakaj malo, v krogu se vrtiva Martin. Pa saj to ni res. Vedno in povsod se izgubiva. Naenkrat se spet zasliši pokanje. Leo se je spomnil, da ta zvok ustvarjajo vile. To so bom kamni. Slediva zvoku, je rekel Leo. Spomnil se je,
Bliže zvoku sta, bliže so vile. Sledila sta zvoku, prišla sta do svetlobe obkrožene z drevesi. Ko sta zbrala dovolj poguma, sta pogledala, kaj je to. To je vilinska vas, Martin, našla sva jo, je rekel Leo. Leo je pretkano pogledal Martina. Ne, vem, kaj misliš, Leo. Ja in ja, Martin, greva v vilinsko vas in tudi ti. Ti in jaz in ti, to bo dvojina. Na kratko, z mano greš. Ne grem. Ja, greš. Ne grem. Ja, greš. Ne grem. Ja, greš. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. No prav, se je vdal Martin. Odšla sta v vilinsko vas. Skrbno sta se skrivala, ko sta zagledala prvo vilo, sta še bolj potuhnila. Vila je bila velikosti kot normalen človek. Imela je kodrate lase oranžne barve. Njene zelene oči so se kar sijale v sončni svetlobi. Bila je oblečena v svetlo rozo obleko. Izgledala je, kot da je še otrok. Ni bila večja od Lea in Martina. Ob njej je bila starejša Vila. Njeni lasje so bili dolgi in beli ter speti v dve kiti. Oblečena je bila v svetlo rumeno haljo. Njene oči so bile oranžne barve. Nobena od njiju pa ni imela kril. Naenkrat je nekaj prijelo fanta za ramo. To je bil visok fant. Tudi ta ni imel kril. To je vilinec, si je mislil Leo. Vilinec je vzel veliko palico in lopnil fanta po glavi. Ta sta padla v nezavest. Ko sta se zbudila, sta bila v neki dvorani, ki je bila polna vil in vilincev. Na prestolu je sedel kralj vil in vilincev. Pod stolom so se začeli zbirati vilinci v listnatih oklepih, presenetljivo trdih. To so verjetno vojščaki, se je spomnil Leo. Ti so v en glas zavpili: Račut turu! Naenkrat so vsi vojščaki dobili zlata krila. Bila so ploščate oblike, imela so obliko diamantov. Fanta sta bila zmedena. Naenkrat je kralj vstal. Kdo sta smrtnika? Je zagrmel kralj. Martin in Leo sva, sta prestrašeno odgovorila fanta. Povejta, kako sta prišla sem? Leo je kralju razložil njuno zgodbo od začetka do konca. Vidva sta pogumna smrtnika. Lahko bi nama pomagala, če seveda želita. In malo bolj prijazno povedal kralj. Seveda, je navdušeno zavpil Leo. Ne, kaj govoriš, Leo? Je jezno šepetal Martin. Kaj želite od naju? Je vprašal Leo. Potrebujemo vaju za pomoč pri spopadu z vulkanskimi goblini. To so bitja iz kamna in čiste lave, živijo na jugovzhodnem delu dežele. Z njimi smo že dolga leta v vojni. Vse se je začelo, ko je majhna vila z veliko močnjo odšla do zagletega jezera. Od vsemogočnega jezera je zahtevala, naj jo naredi tako močno, da bo lahko vsem tistim, ki so ji govorili, da je zaradi svojih moči čudna, zavedno uničila. Postala je temna vilinka. Ustvarila je vulkansko deželo. Ugrabila dobre gobline ter jih spremenila v vojščake iz kamna in lave. Naenkrat je skozi vrata priletel vojščak. Napadajo, je zavpil. Vsi na svoje položaje, je zavpil kralj. Fanta, pridite za mano, hitro! Vsi vilinci in vilinke so brezglavo tekali po prostoru. Leo je pograbil Martina za roko in odhitel za kraljem. Martin je padel, a se je še vedno trdno držal Lea. Leo ga je vlekel kar po tleh. Niti opazil ni, da je njegov tovariš padel. Boleče za Martina, kaj ne? Prišli so v sobo, v njej je bilo orožje in oklepi ter prekrasni samorogi z krili v mavričnih odtenkih. Vzemita si oklep in meč ter samoroga. Leo je bil
takoj pripravljen, medtem ko je bil Martin bled od strahu ter zmeden kot še nikoli. Hitro, Martin, nadeni si oklep, je zavpil Leo. Martin je zavzdihnil, zakaj moram biti na taboru v paru ravno z njim. Fanta sta odjezdila na samorogih in se pridružila vojščakom, ki so že čakali za čarobnim napojem, ki jo bo začasno spremenil v vilinca. Račuturu, sta zavpila Fanta. Naenkrat sta dobila krila. Njuna krila so bila nekoliko drugačna. Bila so ovalne oblike in svetila so se v srebrnih iskrah. Odletela so proti vulkanski deželi. Bila je še bolj grozna, kot si jo je Leo predstavljal. Goblini so bili grozljivi. Začel se je silovit spopad med vulkanskimi goblini in vilinci. Po izjemnem junaškem in dolgem boju so vilinci zmagali. Martinu in Leu je dal kralj poseben zvarek, s katerim bo se temno vilinko vrnila v njeno pravo podobo. Martin se je dogovoril z Leom, da bo Leo poskrbel za temno vilinko in če bo potreboval Martinovo pomoč, naj samo zavpije Rinso! To po vilinsko pomeni na pomoč. Leo se je prikradel temni vilinki za hrbet in jo poskušal politi s čarobnim zvarkom, a vilinka ga je opazila, v njega je poslala 3 ognjene krogle. Leo se je na vso srečo vsem izmuznil, a komaj se je lahko spet zbral, je v njega poslala nove 3 ognjene krogle. Ena od njih je priletela Leu v desno krilo. Leo je padel na tla in zavpil Rinso! Martin je odhitel na pomoč. Pograbil je Leo zvarek iz rok in ga zlil točno na temno vilinko. Zmaga! Je zavpil Martin. Zmago! So zavpili ostali za njim. Bravo, Martin, pa le nisi tak strahopetec, je rekel Leo. Jaz, strahopetec? Bedarija, je odvrnil Martin. O ne, temna vilinka je za tabo, ni se spremenilo, je zavpil Leo. Na pomoč, na pomoč, je na ves glas kričal Martin. Pa saj se samo šalim. Kaj si že rekel? Da bi se ti bal, bedarija. Dobro, Leo, morda se vseeno česa malo bojim. Fanta, bi se vidva rada vrnila domov, je vprašal kralj. Ja, seveda, je zavpil Martin. Potem pa vzemita to svetilko in vso srečo. Leo je vzel svetilko. Spet se je vse začelo vrteti. Okrog njiju so začele poplesavati barve, a tokrat v odtenkih rdeče, rumene in oranžne. Fanta sta zaprla oči. Ko sta jih spet odprla, sta se znašla v isti jami. Edini problem je, da sva še vedno ujeta v tej jami, Leo, ga je opomnil Martin. O, glej, tam je majhna luknja, skozi katero se lahko prerineva. To mi poveš komaj zdaj? Je zarohnel Martin. Leo se je zahihital in se hitro splazil iz jame. Tokrat sta se v tabor vrnila pravočasno in nihče ni opazil, da sta sploh kam odšla. To je bila odlična dogodivščina. Upam, da se bo še kdaj ponovila, je ves vznemirjen zapil Leo. Jaz pa upam, da ne bova nikoli več, je odgovoril Martin. A Maja je prostovoljka v programu Evropske solidarnostne enote. Dela v mladinskem centru Kotlovnica v Kamniku in rada poje. Zapela in zaigrala bo pesem, ki se povezuje z romskim pomladnim festivalom. Sao Roma vabo Eva Grandiden Ame Choro Tural Bejava Ada ye Amaro di be
amarò di perle sì. E di babu 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 amengeva cro sa Roma babu e va crentine. Sao Roma babu babu ederesi Sao Roma daye Sao Roma babu babu Sao Roma daye Sao Roma babu babu ederesi Sao Roma daye. Edi babu 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 amengeva cro Sao Roma babu eva crentine. Sao Roma babu babu Sao Roma daye Sao Roma babu babu ederesi Sao Roma daye Sao Roma babu babu Sao Roma daye Sao Roma babu babu ederesi Sao Roma daye. Lana uživa v petju in glasbi. Za nas bo zapela pesem Uroša in Tjaše, odgovor že poznaš. Lepi so dnevi, nesoči, gostanje so stanje, nebo se razdi, takrat je lepo, takrat je lahko. Lepe so jutra, ko žarijo mraz v drugem, spoznava svoj jaz, takrat je lepo, takrat je lahko. A pride nevihta, močno zagrmi, ko oblaki so črni, ko joče srce, takrat tu si ti. Nikoli ne sprašuj, če ljubim te, odgovor že poznaš. Če te življenje polno teme je, takrat veš, da me imaš, ker si moja, ljubezen večna tvoja, ne jaz, brez tebe. Lep sem glas, najlepša so jutra, od tebe se zbudim, resnejšim, nekaj lebdim, takrat je lepo, takrat je lahko. Najlepši so dnevi, ko se vstavi čas, ko nekdo s roko in boš na nas, takrat je lepo. Takrat je lahko. A pride nevihta, močno zagrmi, ko oblaki so črni, ko joče srce, takrat tu si ti. Nikoli ne sprašuj, če ljubim te, odgovor že poznaš. Življenje polno teme je, takrat veš, da me imaš, ker si moj, si moja,
večna tvoja, ne jaz, brez tebe. Nikoli ne sprašuj, če ljubim te, odgovor že poznaš. Če se ne pomoti me je, takrat veš, da me imaš. In si moj, in si moja, jaz večna tvoja, ne jaz, brez tebe. Video animirana zgodba pripoveduje o argonavtih, ki so se podali iskati zlato runo, in o dogodivščinah, ki so se jim zgodile na poti. V zgodbi izvemo, kako je ljubljanski zmaj povezan z grbom mesta Ljubljana. V davnih, davnih časih je v daljni grški deželi živel pogumen mladenič. Ime mu je bilo Jazon. Bil je prestolonaslednik, a njegov prestol je zasedel zloben stric Pelijas, ki mu je dejal: Vidim, da si mlad in močan, ampak kralji morajo biti tudi zviti in modri. Dobil boš moj prestol, če se odpraviš na nevarno in dolgo potovanje v kraljestvo Kolhido. Tam poleg kraljeve palače raste drevo in na vejah tega drevesa visi zlato runo. Zlato runo je krzno krilatega zlatega ovna, ki je nekoč živel v naši deželi, in prav bi bilo, da ga prineseš nazaj. Jazon je bil v škripcih. Junaška prigoda ga je mikala, a vedel je, da je sam ne bo zmogel. Zato se je podal po svoji deželi in mladim možem, ki so mu bili pripravljeni prisluhniti, pripovedoval o čudovitih krajih, ki jih bodo obiskali. Tako je za svojo pustolovščino pridobil 50 slavnih junakov tistega časa. Med njimi so bili velikan Heraklej, ki je bil tako močan, da je z golimi rokami premagal leva, pa slavni zdravnik Asklepi, ki je znal zdraviti s čudežnimi zelišči, in čudoviti pevec Orfej, ki je pel tako lepo, da so divje zveri postale krotke, drevesa pa so upogibala svoje veje, da bi ga bolje slišala. Kolhida je ležala onstran morja, zato so zbrani možje za potovanje potrebovali veliko in dobro ladjo. Zgradil jo je mojster Argus, po njem so ladjo poimenovali Argo, kar pomeni hitra. Imela je kar 50 vesel, bila je lahka in gibčna, z velikim jamborom in močnimi jadri. Končno je napočil dan, ko so se odpravili na pot. 50 vesel se je vzdignilo in začeli so veslati po taktu, ki ga je dajal sam Orfej s pesmijo, ki jo je igral na liro. Na poti je argonavte čakala cela vrsta nevarnosti. Morski tok je ladjo premetaval sem in tja ter grozil, da jo bo raztreščil na čereh. Hudi vetrovi so se zaganjali v njene boke, napadali so jih razbojniki in ptice velikanke, a nihče ni mogel ustaviti junakov na njihovi poti. Po dolgem in napornem potovanju so argonavti končno prispeli v kraljestvo pod visokimi gorami. Vladal mu je bajno bogati kralj Ajet. Na dvorišču njegove palače so bili 4 čudežni vrelci. Iz prvega je teklo mleko, iz drugega vino, iz tretjega olje, iz četrtega kristalno čista voda. V gaju poleg palače pa je rasel star hrast in na najvišji veji tega hrasta je viselo zlato runo. Pa mislite, da je kralj pustil takšno bogastvo kar tako viseti na drevesu? O ne, zlato runo je varoval zmaj, zmaj, ki nikoli ni spal. Še nikdar ga ni nikomur uspelo premagati. Jazon se je pogumno odpravil v kraljevo palačo in rekel kralju: Nismo prišli ropat tvoje dežele. Prosimo te, da nam daš zlato runo, ki je nekoč pripadalo naši deželi. Kralju Jazonova želja seveda ni bila prav nič všeč, toda bal se je argonavtov, zato mu je odgovoril: Dobil boš zlato runo, a najprej mi boš moral dokazati, da si ga vreden. Opraviti boš moral delo, ki je zelo nevarno. Na polju imam bika, ki bruha ogenj. Z njim zorji polje in ko boš vse preoral, posej v brazde zmajeve zobe.
Iz njih bodo zrasli velikani in te boš moral premagati, če si res pravi junak. Sprejmi nalogo ali pa se odpovej zlatemu runu. Jazon je s težkim srcem sprejel nevarno nalogo, saj je vedel, da se vse, kar oplazi ognjena sapa bika, v trenutku spremeni v pepel. Vendar je imel srečo. Vanj se je zaljubila kraljeva hči Medeja, ki je poznala polno čarovnij. Sklenila je, da mu bo pomagala. Dala mu je kot kri rdeče mazilo, v katerem je bila skrita silna moč, in mu rekla: S tem mazilom namaži svoje telo, kopje in ščit, tako ti ogenj iz gobca strašnega bika ne bo mogel priti do živega. Pa še tole, ko bodo iz zmajevih zob zrasli na boj pripravljeni velikani, vrzi mednje kamen. Naslednji dan se je Jazon namazal z Medejnim čudežnim mazilom in odšel na polje. Kmalu je pridrvel bik. Zaradi mazila Jazonu ogenj iz bikovega gobca ni mogel do živega, zato mu ga je uspelo vpreči v plug in z njim preorati njivo. Potem je posejal zmajeve zobe, iz katerih so takoj zrasli oboroženi velikani. Jazon je vstrepetal od strahu. Tedaj pa se je spomnil Medejnega nasveta in med velikane zagnal velik kamen. Ker velikani niso bili kaj prida pametni, jih je to tako zmedlo, da so se začeli prepirati. Ti si vrgal kamen, ti si vrgal kamen! In pobili so se med seboj. Tako je Jazon zlahka premagal velikane in uspešno rešil nalogo, ki mu jo je zadal kralj. Toda kralj je uganil, da mu je pri tem pomagala njegova hči Medeja in mu ni hotel izročiti zlatega runa. A tudi to pot je Jazonu kraljeva hči priskočila na pomoč. Zvečer sta odšla v hrastov gaj, kjer je zlato runo čuval nespeči zmaj. Medeja ga je najprej pomirila z uspavanko, potem se je vsake od zmajevih glav dotaknila s čarobno bilko in iz stebla je priteklo nekaj kapelj uspavalnega soka. Zmaj je najprej glasno zazehal, nato pa zaprl oči in po dolgih letih prvič zaspal. Jazon je medtem snel zlato runo s hrastovih vej ter z njim in z Medejo urno stekel na ladjo. Argo je hitro dvignila sidra in odplula. Ladje Medejnega očeta so jih dolgo zasledovale, vendar je bila Argo hitrejša in uspešno so pobegnili. Pred Argonavti pa je bila še dolga pot domov. S prerokbo so bili namreč posvarjeni, naj se ne vračajo po isti poti, kot so prišli, vendar druge ni nihče poznal. Takrat se je na nebu prikazala Mavrica in jim pokazala, v katero smer morajo pluti. Prek Črnega morja do reke Donave, naprej do Save in vse do reke, ki jo danes poznamo pod imenom Ljubljanica. Tako je Argo priplula tudi v naše kraje. Na poti proti Jadranskemu morju so se ustavili tudi v predhodnici današnje Ljubljane. Tu so srečali takratne prebivalce mesta. Ti so Argonavtom potožili, da se bojijo močvirske pošasti, ki lomasti naokrog in straši ljudi. Že veste, o kateri pošasti so govorili? Tako je, o zmaju, tistem, ki še danes krasi ljubljanski grb. Pogumni Jazon se je odločil, da jim bo pomagal. Nenazadnje je enega zmaja že ukanil. Spopadal se je z mogočno pošastjo, jo po dolgem boju premagal in tako osvobodil prestrašene ljudi, ki so bili mogočnemu junaku neskončno hvaležni. Nekateri med Argonavti so se naveličali nenehnega potovanja, zato so si prav tukaj, kjer je danes Ljubljana, postavili zidane hiše in tu ostali zavedno. Tisti, ki so se želeli vrniti domov, pa so pri današnji Vrhniki ladjo Argo razstavili, jo na svojih ramenih prenesli čez hribe in doline do Jadranskega morja ter se po dolgih letih pustolovščin srečno vrnili nazaj v Grčijo, v svojo domovino Helado, kjer je Jazon postal kralj, Medeja pa njegova kraljica. Kaj pa se je zgodilo z ladjo Argo? Ko je bila že tako stara, da je razpadla v prah, so jo bogovi dvignili na nebo med zvezde, kjer jo lahko v obliki ozvezdja Argo ob jasnih nočeh občudujemo še danes.
Hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker ste nas lajkali prek Facebooka in spremljali, pa hvala za vse in se vidimo jutri. Adijo. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.